V celotnem dirkaškem vikendu je izbor pnevmatik tistih setov pred začetkom letega ena izmed glavnih dejavnosti vsake ekipe. Pravilni izbor pnevmatike lahko odloča med tem, ali bo določen voznik celo dirko zmagal ali ne. Vsak voznik ima za dirkaški vikend na razpolago 13 setov pnevmatik za suho progo. Te izbere najmanj 8 tednov pred dirkaškim vikendom v Evropi, ukolikor je dirka izven Evrope, se ta rok podaljša na 14 tednov. Ukolikor ta izbor ni oddan pravočasno, je dobavitelj tisti, ki naredi izbor. In to se je zgodilo pravzaprav ekipi McLaren na veliki nagradi Japonske v sezoni 2018. Čeprav se marsikomu zdi teh 13 kompletov sorazmeroma dosti, je pravilnik Formule 1 tak, da se pnevmatike skozi cel vikend vračajo in na koncu bomo ugotovili, da pravzaprav tistim najboljšim ostane zelo malo svežih pnevmatik za samo dirko. Na vsakem prostem treningu se morajo vrniti 2 kompleta pnevmatik. Z malo pripombo, da v prvem prostem treningu se prvi komplet vrne po 40 minutah, to pa zato, da bojo tudi na začetku naredili vsi nekaj krogov. Ko se končajo prosti treningi, pomeni, da od 13 setov jih je ostalo le še 7 na razpolago za vsakega voznika. Seveda jih na prostih treningih lahko uporabijo tudi več, a mislim, da vsak hrani kar se da dosti pnevmatik za kvalifikacije. Na kvalifikacijah, ukolikor ni večjih pretresov, rabi vsak voznik najmanj 5 setov pnevmatik. Govorimo za tiste najboljše, tiste, ki pridejo do Q3, imajo en poskus v prvem delu kvalifikacij, 2 poskusa v drugem delu kvalifikacij in spet 2 poskusa v tretjem delu kvalifikacij. Tisti, ki pridejo do Q3, seveda morajo vrniti še 7 komplet pnevmatik in dirko začeti na tisti pnevmatiki, na kateri so naredili najboljši čas v drugem delu kvalifikacij Q2. Od tistih 7 setov pnevmatik in tako novih, nerabljenih, ukolikor ni bilo nič nepredvidenega za samo dirko, ostanejo le 2. Ukolikor so imeli v Q1 še en poizkus več, oziroma ukolikor se je zgodilo karkoli nepredvidenega, imajo teh novih, nerabljenih pnevmatik bistveno manj. Tisti, ki začnejo dirko od 11. mesta pa do 20. imajo bistveno več pnevmatik na razpolago, namreč ni jim treba vrniti tistega seta od Q3, niso rabili toliko pnevmatik za se kvalificirati tudi v preostalem delu in začnejo na taki pnevmatiki, kot si najbolj želijo. To je prednost tistih, ki se kvalificirajo za prvimi 10. Torej je ta izbor tistih 13 pnevmatik, s katerimi se bo začelo dirkaški vikend, ključen. Ukolikor pride do kakega, bom rekel, čudnega izbora, kar mi navdušenci vidimo približno 10 dni pred začetkom dirkaškega vikenda, se da zgoditi, da bo prišlo do zelo velikih težav na dirki, oziroma da so v ekipi dognali nekaj, kar je nenavadnega, neko novo strategijo, in sam priporočam vsem tistim, ki sledite tem vidikom izbora pnevmatike za dirko, da ukolikor vidite, da je v izboru posameznega voznika za dirko, naprimer izbranih 4 komplete medium ali več, oziroma več kot 2 kompleta tistih hard, da se vprašate, zakaj je določena ekipa si izbrala tak izbor pnevmatik. Na zadnji veliki nagradi Avstrije v sezoni 2019, seveda govorim, smo videli, da so pri ekipi Ferrari imeli zelo čuden izbor pnevmatik pred začetkom vikenda in tudi tisti seti, ki so jim ostali na voljo za dirko in kako so jih rabili v dirki, so pokazali, da nekaj je bilo napačnega. Namreč v začetku so izbrali ogromno število medium pnevmatik,
V prostih treningih so jih rabili nekako, tako bom rekel temu, običajno, niso pretiravali. Pri kvalifikacijah, namesto da bi se kvalificirali v drugem delu kvalifikacij na medium, so te rabili v prvem, to se pravi, z konkurenco so ostali nekako na istem nivoju, v uporabljenih pneumatikah govorim, a na dirki so imeli poleg tistega rabljenega seta, katerega sem omenil prej, še nov set, nerabljen set, set, ki ga skozi celotno dirko niso rabili. V primerjavi s konkurenco je bil to neke vrste hendikep, kajti povedal sem, da že tako je to število pneumatik, čeprav zgleda 13 na začetku mnogo, za te najboljše zelo omejeno in tudi to je lahko eden izmed vidikov na vsaki dirki, kjer ekipe zgubljajo oziroma dobijo. To je bil kratek pregled principa tega izbora pneumatik za dirkaški vikend pri Formuli 1. Hvala za vašo pozornost, vidimo se v naslednjem prispevku, nasvidenje.